verjetno ste sledili slike, likovna dela, niso vsa več tukaj. 29 smo jih doslej na potovanju naših razstav že prodali. Tokrat smo prišli iz galerije Ars v Gorici, v sosednji Gorici, ker smo vedno v Božiču. Tudi tam se nekatera dela dobijo svoj prostor. 120 pa jih je bilo. 5000 evrov je že šlo na račun otrok v stiski. Tako da ta krog ali trikotnik, kot hočete, je sklenjen. Umetnik, darovalec, galerija, kupec. Danes sem prepričana, da vam bo marsikatero delo všeč. Vsekakor pa se spodobi, da pred tem, ko si jih ogledamo, morda tudi nesemo domov, da nam da, da bom rekla kar v navednicah, blagoslov ali pa pozdrav, gospod Načkov, dr. Anton Stres, naš metropolit, ki ga vabim k besedi in se mu zahvaljujem, da je prišel do nas. Hvala lepa za besedo. Najprej malo okoliščina. Tako se leto za letom tukaj srečujemo in kadarkoli sem do sedaj izgledal te slike Sinjega vrha, so bile to za mene seveda slike o nekem kraju, ki ga osebno nisem poznal. No, lani poleti, po tej koloniji, sem pa tudi poromal na Sinji vrh in sicer peš s Sola in nazaj seveda. Tako da, in tam gore še vesela, potem seveda še tista zastavica oziroma napis umetniki za Caritas. Tako da na Sinjem vrhu očitno se kar s to kolonijo malo identificirajo oziroma so je veseli. Očitno je, da ta dogodek zaznamuje in ima širše razsežnosti, ne samo umetnostnega ali pa dobrodelnega, ampak tudi jo veselje marsikomu, ki tam živi oziroma tja pride. Letos žal poteka ta razstava v nekem ozračju, ki pač daje te razstave neko posebno sporočilnost. Stiska mnogih ljudi je izziv. Je izziv in zdaj vprašanje je, kaj slišimo, ali pa kaj nam, kako ta izziv slišimo oziroma kako na njega odgovorimo ali še drugače rečeno, zakaj ga porabimo. Do sedaj v prejšnjih letih je to bil pretežno izziv za našo odgovornost do bližnjega. Bodisi, da se je ta odgovornost izražala ravno v tem umetniškem delovanju, v tej dobrodelnosti, v tej dobroti, ko vsak skuša po svojimi močmi priti naproti, umetniki s svojimi darovi, svojimi talenti, Caritas svojo organizacijo, svojim obstojem in svojim posredovanjem. Tudi smo včasih na to stisko odgovarjali z poglobljenim razmišljanjem o tem, kako bi morala biti urejena naša družba, da bi do teh stisk prihajalo vedno manj. Nekako res nas ta človeške stiske in težave, v kateri se znajdemo, izzivajo. Letos se je temu pridružila še neka nova dimenzija, ko je stiska mnogih ljudi, žal, postala predmet manipulacije, in to politične manipulacije. In zato je toliko, in to nas je nekako kar malo prevzelo, oziroma to je zastrupilo naše ozračje, in zato je današnja razstava en tak svetel žarek. Tu gre pa res za tisto najbolj plemeniti, tisti najbolj pravi odgovor na stisko ljudi,
to je naša solidarnost z njimi, naša odgovornost za nje, naša pomoč, naša dolžnost, da okrepimo v sebi vezi bratstva in sestrinstva, da stopimo skupaj zato, da bi tistim, ki nas potrebujejo, ki so v težavah, da bi jim to bilo lepše in lažje. In mislim, da to je tisti pravi odgovor, ki ga tudi Jezus v Evangeliju priporoča ravno tudi s tistim rekom, s tisto priliko, s tistim govorom, ki ga vedno znova slišimo in ki ga vemo, lačen sem bil in ste mi dali jesti, željen sem bil in ste mi dali piti in tako naprej. To je tisti najbolj neposredni, najbolj plemeniti odgovor in v tem okolju, v tej današnji klimi smo lahko še toliko bolj hvaležni. In ravno to bi rad poudaril na tem sivem ali pa črnem ozadju. Še toliko bolj izstopa plemenito delo in prizadevanje Caritas, vseh sodelavcev Caritas in vseh umetnikov, ki so prihiteli na Sinji vrh, tam delali ali tja prinesli svoje darove. In preden izrečem tiste besede, ki jih pričakujete, da je razstava odprta, bi se rad najprej zahvalil, res iskreno zahvalil za vse to, za vse te vidike, ki so tukaj v tem prizadevanju Caritas združeni. Zahvalil torej Caritas same, vodstvo Caritas, tistim, ki ste imeli ideje, ki so sodelovali pri organizaciji in še prav posebej seveda umetnikom, ki so na tej koloniji sodelovali. To je res v imenu tistih, najprej tistih, katerim bo zaradi tega lažje v življenju, potem pa tudi zaradi nas vseh, ker ste nas na ta način spomnili, da je tisti prvi in najbolj potrebni odgovor na stisko bližnjega, naša ljubezen do bližnjega, naša ljubezen do njega, naša odgovornost za našo solidarnost z njim. To je res lepa hvala za vaše pričevanje in dosijo tej hvaležnosti res izrekam, da je razstava odprta.